V sklopu domoznanskih večerov, ki jih organizira knjižnica Medvode, je minuli teden magister Stane Okoliš predstavil oglejsko listino, ki jo zgodovinarji postavljajo v leto 1118. Zanimivost listine je, da se v njej prvič omenja življenje naših prednikov na seljih pod Šmarno goro. Listina je sicer ohranjena v prepisu iz 18. stoletja in se nahaja v Kapiteljskem arhivu v Vidmu. V okviru domoznanskih večerov, ki jih organizira knjižnica Medvode, je zgodovinar Stanko Okoliš predstavil najstarejši pisni vir, ki govori o življenju naših prednikov v naseljih pod Šmarno goro. Zapis stroka postavlja v leto 1118. Ja, pomembni so v prvi vrsti zato, ker so najstarejši. So zapisi, s katerimi naši kraji vstopajo v zgodovino. Ker vstopajo v zgodovino, vstopajo tudi v našo zavest, s tem, da so z nami nekako in s tem mi izkazujemo našo istovetnost. To se mi zdi neka osnovna poanta tega, predvsem naši zavesti. Nedatirana oglejska listina je ena izmed dveh prepisov. Izvirnik je namreč izgubljen. Oba prepisa sta hranjena v Kapiteljskem arhivu v Vidmu. Ker prepisa nista datirana, prav tako pa ni znan njun kraj nastanka, jo je bilo težko natančno umestiti v čas. Okviren datum nastanka je v besedilu izražen v formulaciji ob njenem sklepu, kjer je pojasnjeno, da je bila izdana v času patriarha Ulrika I. Tukaj imamo primer pripisovanja tako stare listine in kaj vse se lahko pri tem zgodi in kako lahko potem, če listina ni datirana, kako potem po raznih drugih poteh lahko pridemo do nekega približka, ko lahko rečemo z gotovostjo, pa mislimo, da je ta leta nastala 1118 in da letos praznujemo 900-letnico te listine oziroma prve omembe naših krajev v zgodovini. V listini je omenjenih 7 krajevnih imen okrog Šmarne gore. Omenjajo se tudi cerkve in kapele, ki so jih poleg župnije v Vodicah zgradili takratni zemljiški posestniki v Smledniku, v Šmartnem pod Šmarno goro, Spodnjih in Zgornjih Pirničah, v Trbojah in v Hrašah. Okoliš je preučevanju listine namenil veliko časa. Prav tako veliko časa nameni raziskovanju zgodovine naših krajev. Tovrstne informacije so zaenkrat dobro ohranjene. Večino zapisov je digitaliziranih, vendar pa se tukaj poraja tudi vprašanje, kako bomo shranjevali našo sodobno zgodovino. Veliko se razpravlja, danes imamo vse v elektronski obliki, kako naj bi to shranjevali. To je poseben problem, s katerim se ukvarja tudi arhivistika, vendarle pa nekih takih zagotovil kot napisane oziroma zapisana beseda pred skoraj 900 leti, je pa vendarle zdaj veliko večje vprašanje. Čas bo pokazal, kako se bomo lahko soočili s temi stvarmi, ampak bojim se, da smo lahko v trenutku brez naše zgodovine, torej novejše zgodovine. Bomo mogoče imeli, če se kaj posebnega zgodi, samo to starejšo. Domoznanski večeri so sicer namenjeni vsem, ki jih zanimajo spomini in kulturni zgodovinski okvir krajev v občini Medvode, ter želijo prisluhniti zanimivim zgodbam domačinov, posameznikov in skupin povezanih z našimi kraji. Če tudi vi poznate kakšno zanimivost naših krajev in bi jo radi delili z ostalimi, se obrnite na knjižnico Medvode.